Dober dan in dobrodošli. Paliativna oskrba nas sooča z minljivostjo, strahom in vprašanji, na katera ni vedno enostavnih odgovorov. A paliativna oskrba v resnici ne pomeni odpovedi in konca. Pomeni skrb za kakovost življenja, takrat, ko bolezen ni več ozdravljiva. Pomeni lajšanje bolečin, podporo bolniku in njegovim bližnjim, pomeni dostojanstvo. Kaj paliativna oskrba v resnici je, kdaj se začne in zakaj bi morali o njej govoriti prej, kot si mislimo. O tem se bom danes pogovarjala z onkologinjo, asistentko doktorico Majo Ebert-Moltara. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Kaj je paliativna oskrba? Paliativna oskrba, če jo hočemo zelo tako rekla definirati, rečemo, to je celostna oskrba neozdravljivo bolnih in pomoč tudi njihovim bližnjim. In to ves čas bolezni, življenja s to neozdravljivo boleznijo, tudi v času, bom rekla, ko jih še specifično zdravimo in pa tudi kasneje v pozni paliativni oskrbi in v obdobju umiranja. Ampak, če hočemo pa to malo bolj preprosto povedati, bi pa jaz rekla, da je paliativna oskrba dejansko iskanje tistih lepih trenutkov, ki nam so dani v življenju, ko živimo z neko neozdravljivo boleznijo. In takih bolezni je res veliko in zato mislim, da je to en lep del medicine, ko pomagamo bolnikom živeti, kakor se le dobro da. Ali med paliativno oskrbo, med to nego, ki je takrat, lahko tudi še zdravite? Prej ste že omenili, da gre še za neko obdobje zdravljenja. Ne pomeni to kar konec življenja. Absolutno. Nažalost, res veliko ljudi meni, da je paliativna oskrba zgolj zadnji dnevi življenja in zato se tega tudi marsikdo kar boji, ustraši. Ampak ne, paliativna oskrba, če želimo delati dobro, je prav, da jo delamo mnogo prej in paliativna oskrba ima 4 obdobja, obdobje zgodnje paliativne oskrbe, pozne paliativne oskrbe, obdobje umiranja in pa tudi za žalujoče, tudi po smrti teh bolnikov, tudi to je del paliativne oskrbe. In veste, vsa ta obdobja, če jih skupaj povežemo, to včasih pri nekaterih bolnikih pomeni, da jih oskrbujemo več let skupaj. To se pravi, prvič, ko stopi bolnik nam skozi vrata, ne vemo, koliko časa bomo z njim in si vsi želimo, da bo to čim dalj, pa hkrati pa, da bomo lahko čim več naredili takega lepega, dobrega za njega. Se pravi, da ne gre samo za lajšanje bolečin, lajšanje tegob. Paliativna oskrba je celostna obravnava bolnikov in bolnika hočemo videti veliko širše. Ne vidimo samo njegove težave, telesne težave, to se pravi bolečino, slabost, bruhanje. Ne obravnavamo samo tega, ampak ga vidimo kot osebnost kot tako in poskrbimo za tudi vse ostale težave, ki jih ima lahko tak bolnika. In to so tudi lahko duševne težave, čustvene težave, lahko je tudi kakšna duhovna stiska in pa ne nazadnje tudi socialne stiske, ki so v našem okolju zelo nam domače. Skozi vaša vrata prihajajo različni ljudje, kot smo tudi sicer v življenju. Verjetno tudi različno sprejemajo paliativno oskrbo. Kakšne so vaše izkušnje? Kdo so ljudje, ki pridejo k vam? K nam pridejo bolniki, ki so pač nekako napoteni k nam in tako, kot ste rekli, zelo smo si različni in zelo različno tudi imamo nek odnos do življenja nasploh. Nekateri, ker se zdaj zadnje čase kar veliko govori o paliativni oskrbi, jo sprejemajo in vidijo, da je to nek dobrobit pri njihovi situaciji. Nekateri pa se tega še vedno bojijo, zlasti zaradi tega, ker je marsikaj še vedno to napačno razumljeno. In ko stopijo skozi vrata, je ena od prvih naših vprašanj, ko se spoznamo, kaj pa veste o paliativni oskrbi, kako to razumete. In vsak drug še vedno reče, ja, veste, dvigali so roke, zdaj pa konc. In seveda potem imaš izhodiščno točko, kako pa govoriš o tem, kaj je konc, če se je konc in kaj bomo mi še naredili in kaj to sploh dejansko, kaj je ta konc. Mi verjamemo, da vedno lahko nekaj naredimo in da ta konec je lahko zelo različno razumljena. Nekateri ga razumejo kot ko je bilo končano neko specifično zdravljenje, recimo kemoterapija, nekateri razumejo konec, ko je res nekdo, ki umre. Nekateri pa, če pogledajo veliko širše, vidijo, da je tudi ta pomen nekoga, ki ga imaš rad, v bistvu z njim živiš tudi potem, ko je on
že umrl, pa so ti njegove spomini, njegove vrednote, jih nosiš tudi sam s sabo naprej. Tako da v bistvu je to kar neko razumevanje življenja, še takrat, ko so bolniki živi in tudi pol kasneje. Ali pri paliativni skrbi poudarjeno poslušate želje pacienta? Absolutno. To je ena od glavnih stvari, ki učimo vse te mlade, ki se nam pridružijo, oziroma tudi učimo izven onkologije, da moramo na tak način obravnavati bolnike, da jih slišimo, kaj so njihove izkušnje, kaj so njihove vrednote in na podlagi tega potem tudi skupaj nekako naredimo načrt. Ker medicina, mi zdravniki načeloma vemo, kaj lahko pomagamo, kje lahko mogoče sugeriramo kaj lepega, pametnega še za narediti. Ampak veste, vse to, kar mogoče jaz vem, da bi naredila jaz za sebe, mogoče to za nekoga drugega bolnika, ki pride do mene, ne bo enako vredno. In je prav, da ga slišim, kaj je njemu pomembno. Imamo situacije, zgodbe, ko so bolniki, ki živijo za mene zelo slabih razmerah in pa, ko mu rečeš, da bi prišli v bolnišnico, da vas malo zrihtamo, bi vam pa uredili namestitev nekje naprej, pa rečejo ne, jaz hočem ostati doma. In to je recimo neka podrtija, nekje, ki nima niti osnovnih kriterijev za, bom rekla, osnovno življenje, ampak njemu je to vrednota, on želi biti doma. In kdo smo mi, da bi njega sodili? In mi moramo biti kot neki spremljevalci teh bolnikov in njihovih odločitev. Tako da nekako moramo slišati bolnike in nekako jih v temu tudi podpreti. Se veliko pacientov odloči, da odkloni na primer terapije, ki bi pomenili podaljševanje življenja? Nam rekla, da jih je veliko, predvsem, ko se ti z njimi na nek prav način usedeš in predstaviš zgodbo. Dostikrat, veste, te odločitve zdravniške niso tako črno-bele. Tudi mi večkrat nimamo čisto jasno sliko, a bo to res bolniku 100% pomagalo. To bi si mi želeli. Mi zdravniki bi radi vse naredili, da bi bolnikom naredili dobro. Ampak vemo, da vsa ta naša specifična zdravljenja, kot so recimo kemoterapije, imajo seveda dobre lastnosti, to, da raka nekako zaustavi, ga upočasni, da imamo manj težav, ampak hkrati imajo pa tudi stranske učinke te zadeve. In moraš nekako na ta prav način bolniku to predstaviti, povedati tudi tveganja in se nekako skupaj odločiti, kaj je tista naša ta prava pot. In nekateri bolniki so pripravljeni mogoče tvegati kakšen zaplet več, kakšni pa tudi ne, kakšni pa rečejo, tega se pa jaz ne grem. Imela sem bolnico, ki sem imela možnosti dati neko specifično zdravljenje, zaradi katere bi izgubila lase, ampak njej je zelo pomembno bilo, kako ona izgleda. In meni kakorkoli sem imela že tak občutek, pa to bi pa res lahko pomagalo, pa podaljša preživetje. Rekla, ne, jaz hočem imeti svoje lase do konca in ne, to bom podklonila. In kdo sem jaz, da bom rekla, da je naredila neumnost. Ona je želela ohranjati tisto, kar se je sama videla, kaj je za njo pomembno, in moja naloga je bila, da jo slišim in nekako podprem pri temu. Pošteno. Se večina bolnikov boji, da bi umrli v bolečinah? To je eden od večjih strahov, večino ljudi, ki jih tako vprašaš, je pa to nekaj, kar v današnjem svetu, če medicina kaj zna, pa zna dejansko bolečino večino kar dobro umiliti. Tako da to je en strah, ki je večinoma, bom rekla, ne čisto utemeljen. Hkrati pa zaradi slabih izkušenj, bom rekla, izpred 20 let v družinah, to še vedno se kar goji v družinah, samo da ne bomo umrli v bolečinah. Tako da, lejte, prav je, da to naslovimo, prav je, da poveš bolniku, na kakšen način mi lahko pomagamo, ampak na drugi strani pa tudi odgovornost bolnika, da to sliši in da tudi razume ta navodila in da jim sledi. Ker če zdravil ne jemlješ na tak način, kot delujejo, potem seveda ni čist optimalno. Hkrati pa bi tudi izpostavila, veste, neki izraz, ki ga je uvedla v bistvu že pred davnimi leti Cicely Saunders, totalna bolečina, celostna bolečina. Ko pa bolnik
dejansko navaja bolečino, in to tudi mi vidimo dostkrat, ko so sprejemi sredi noči zaradi hude bolečine, pa pride pa v bolnišnico, pa pri nas se vleže v poslo, ga uredimo, pa naslednje 24 ur ne rabi niti enega odmerka za bolečino. Zakaj ne? Ker je bila ta bolečina, ta celostna, kako rečem, ker ni to samo telesna bolečina, ampak je dostkrat tudi psihološka, lahko je tudi kakšna duhovna ali pa socialna stiska. Enkrat smo imeli bolnika, ki niti ni bil naš državljan slovenski, ampak kar dolgo časa smo ga obravnavali, več kot 2 leti, če tako rečemo, in 1,5 leta smo rabili, da smo razumeli, zakaj je on se vedno znova vračal, tako bom rekla, približno 1 mesec v bolnišnico zaradi groznih bolečin. V bolnici pa kar ni bilo več tisti glavni problem bolečina. No, skozi čas, ko smo ga spoznali, smo pa videli, da ja, to je takrat bilo, ko je on bil par dni, preden je dobil pokojnino, ne, in mu je zmanjkalo denarja in je bila socialna stiska tukaj. Tako da tukaj imamo zelo različne zgodbe, ampak hočem to povedati. Prihajajo pa vedno znova v bolnišnico zaradi bolečine. To je to, kar rečemo celostna bolečina. Moraš ti človeka res poznati in zato je fajn, da jih spremljaš te bolnike dalj časa, ker seveda v nadaljevanju, ko smo mi vedeli, da je spet prišel zaradi bolečine, nismo takoj dvignili protibolečinske terapije, ampak smo samo pogledali, koliko je še do tistih dni, ko bo dobil tisti denar, ki ga potrebuje, in iskali druge rešitve. Tako da niso vedno zdravila tista, ki pomagajo. Razumem, ja. Podpora gotovo pomaga. In ko govoriva o podpori, bolnikom ponudite tudi psihološko podporo, možnost, da obiskujejo psihoterapijo. Se odločijo za to? So tudi tu različni? Tudi tukaj so različni, ne? So nekateri, ki tako rečejo, ne, absolutno, z mano ni pa nič narobe, ker pač ne razumejo, ali pa niti mogoče v tistem trenutku ni ta prav trenutek, no. Ampak to ponudimo, je pa zelo pomembno gledati, da tudi psiholog, da jih vodi dalj časa, ne. Ker samo enkratna obravnava psihologa ponavadi ni učinkovita in spet smo pri tistem, zakaj je paliativna oskrba pomembna, da se začne dovolj zgodaj in da zaznaš te potrebe, ki jih imajo, in skozi čas vpelješ v njihovo obravnavo, ne. Podpora so tudi društva za bolnike, ki jim pomagajo. Verjetno so neprecenljiva podpora, glede na to, da so tam bolniki, ki so čez to izkušnjo šli. Jim tudi to svetujete pacientom? Ja, dejansko spet zelo individualno se pristopa. Vidiš, kaj nekje nekomu manjka in kje mu lahko pomagaš. In društva imajo tudi kar velik nabor prostovoljcev s takimi in drugačnimi izkušnjami, ki so lahko velika dobrobit pri zagotavljanju te celostne podpore. Nekateri rabijo tudi samo to grdo rečeno, velika reč, družabništvo, ampak to je zelo, zelo pomembno. Nekateri nimajo nobenega svojca v bližini, a veste, in takrat je zelo pomembno, da imajo nekoga, ki jim lahko v takih situacijah pomaga. In tukaj so društva neprecenljiva, ne? Tako da ja, absolutno tudi društva so zelo pomembna. Pomoč pa potrebujejo tudi svojci, ki pridejo s pacientom, za katerega se izkaže, da ga bodo, torej ljubega svojega, ki ga bodo izgubili. Kako delate z njimi? Ali se kdaj posebej dobite z njimi, da mogoče kakšne stvari jim poveste ne v pričo pacienta? V bistvu tudi klele je obravnava zelo individualno. Radi imamo družinske sestanke, ko se dobimo skupaj z bolnikom in svojci, ampak običajno tudi svojci rabijo svoje, bom rekla, svoje trenutke, ko je prav, da se jim posvetimo in tudi si vzamemo čas tudi samo za svojce. Kakorkoli že rečemo, bolnik je bolnik, ne. Dejstvo je, da ko bolezen stopi v družino, v bistvu cela družina zaradi tega zboli, ne. Ja, in je treba vsem skupaj pomagati. In jaz vedno rečem, ko prikazujem definicijo paliativne oskrbe, vedno rečem, ja, bolnik je center, ampak glejte, tukaj moramo mi hkrati pomisliti vsaj še na 2-3 svojce, ki jih moramo tudi hkrati obravnavati.
ker če hočemo za bolnika dobro poskrbeti, moramo poskrbeti za celo družino in je pomembno res podpora vseh skupaj in se za vsakega posameznika je treba prilagoditi. Ne? Nekateri svojci rabijo, bomo rekli, tako podporo, spet drugi malo drugačno. Ne? Tako da individualno tudi v teh primerih. Ja, gotovo. Moja mama je umrla za rakom, bili smo v paliativni oskrbi z njo. Seveda si kot svojc želiš, da bi čim dlje živela, da bi bila z nami. Se mi zdi, da smo jo v določenem trenutku tudi mogoče potisnili v neko zdravljenje, ki ga več ni želela. Zato, ker se pač ob sebi je imela ljudi, ki jih je imela najraje na svetu, mi smo imeli njo najraje na svetu, tako se ti zdi, da bi, čeprav potem smo ugotovili, da je to, kar si ona želi, tisto, kar moramo spoštovati, je pa pot do tja. Ne, tako kot ste prej rekli, vi bi v primeru svoje pacientke vse to že naredili, ona pa ni želela. Ne. Zelo je ta intimna sveta vest takrat se naredi v družini in ni lahkih poti, zagotovo. Absolutno. Jaz bom tudi tako rekla, mi kot svojci, ne, ko izgubljamo nekoga, ki nam je drag, nam je vedno prekmalo, ker ga imamo radi. Ne, tako da mi iz tega vidika tudi te svojce, ki si želijo še pa še, na nek način zelo, zelo razumemo, ker vsaka izguba je izguba. Nekoga, ki ga imaš rad, je izguba. Gotovo. In to se mi zdi pomembno, ko ste prej povedali, da vsako zdravljenje, ki podaljšuje življenje, prinaša neželene učinke, ki so lahko včasih tako hudi, da se potem vidiš, da ni vredno, da gre nekdo tvoj ljubi skozi to. Ampak seveda želiš si poskusiti vse. Predvsem pa verjameš v čudež, da se bo zgodil. Beremo o tem, ja. Ne, vidimo, kdaj o tem. Veste, tako ko mi rečejo čudež, ne? Jaz vedno rečem, čisto obupati, pa kar ne verjeti več v čudeže, potem tudi lahko res daš vse od sebe, pa rečeš, zdaj pa konc. Ne? Tako da po eni strani moraš tudi neke male čudeže vseeno upati in probaš te čudeže malo preusmeriti v druge stvari, ker je lahko čudež. Ne? To mogoče, da bom jutri lahko še vstal, pa bom lahko se še sam zrihtal, da bom mogoče jutri še lahko z družino skupaj na neki večerji skupaj. Take stvari poskušamo mi v paliativni oskrbi še vedno poiskati, kaj je še možno. Te male čudeže, ki so še vedno lahko dosegljivi. Ne? Tako, te drobne trenutki, ki naredijo potem celo sliko. Tako. Sploh, ko jih gledaš nazaj s hvaležnostjo. In ki ostanejo tako za namce, če tako rečemo. Ne? Kaj bi si vi želeli kot specialistka z tega področja, da bi bilo na področju paliativne oskrbe v Sloveniji omogočeno? Kakšno bi bilo vaše sanjska paliativna oskrba? To je nekaj, kar imam jaz enega od mojih diapozitivov, ki ga skoraj vsakmu na mojemu predavanju predstavim mojo vizijo. Ne? In moja vizija je taka, da bi vsak bolnik in vsaka družina, ki bi se najdla v neki situaciji, v neki težavi, imela na voljo dejansko družinskega zdravnika in patronažno sestro, ki imajo ta znanja iz osnovne paliativne oskrbe. Hkrati bi si želela, da bi oni vsi skupaj imeli podporo sa strani nekih specializiranih timov, a ne? In to vse posod v vseh regijah v Sloveniji, a ne? Tako kot so mobilne enote, kot so recimo specializirane take ambulante za zgodnjo paliativno oskrbo in pa tudi naši specializirani te oddelki, kot ga imamo na Onkološkem inštitutu, a ne? Ampak to je neka struktura v zdravstvu, ampak skozi se pogovarjamo, kako pa ni samo zdravstvo tisto, ki je pomembno, ampak da je treba veliko širše pogledati, ne? In to širše pa tudi, da bi družba razumela, pa lažje spremljala tudi odhajanje. Ne? Smo se taka družba ratala, da nekako to postavljamo na strani. Včasih so te družine kar v stiski, ki reče se nas noben več ne razume, samo zato, ker imamo doma tako hudo bolnega, pa se nas kar malo izogibajo. Hkrati pa tudi ena od stvari za te bolnike, ki skrbijo doma družine. Ne? Te družine bi rabile iz mojega vidika v Sloveniji veliko več tudi podpore, kar se tiče negovalne oskrbe, kadra tega. In tega tudi zaenkrat še ni te mreže narejene, tako da
poleg zdravstvenega sistema, da bi bilo vse tako razpredeno s to mrežo, da bi hkrati bile pa tudi te negovalne službe nekako bolj dosegljive, tako da bi vsi bolniki, ki bi si želeli umreti v domačem okolju, da bi bilo to izvedljivo. Za tistega pa se ne da, ker so lahko take situacije, ker so lahko težje, je pa, da bi bilo za njih lahko kvalitetno poskrbljeno tudi v takih oddelkih, kot je pri nas na Onkološkem inštitutu. Oziroma tudi za tiste bolnike, ki pa umrejo v domovih starejših občanov, da imamo tudi tam kader, ki bo ustrezno izobražen in bo lahko te bolnike in svojce podprl na ta prav način. Po kakšni dobri praksi, katere države, na primer, se lahko spogledujete? A veste, vsaka država ima neke svoje pluse, pa svoje minuse, in da rečem, to je pa ta idealna država, dajmo se po njej zgledovati, mislim, da take ni, ko vsi iščemo neke najbolj optimalne poti. Vsaka država ima tudi nek svoje lastnosti zdravstvenega sistema, tako da ne morem prav imenovati ene države pa reči, tole pa naš cilj, ampak iz vsake mogoče ki potegniti pa postaviti to v naš zdravstveni sistem, pa bo to najboljše. Tako da. Kako pa se vi soočate z minljivostjo svojih pacientov? Minljivost je nekaj, kar je nažalost to, kar je. Pač vsi živimo, vsi se rodimo, vsi živimo in tudi enkrat umremo. Na bolnike se navežeš, če si človek, kot smo ljudje, se seveda na bolnike navežeš in ko tudi oni nekako v nekem trenutku odhajajo, odidejo, ti ni vseeno. In veste, imela sem včeraj sem imela kolokvij od enega mlajšega kolega in najprej dobil od mene vprašanja, pač 3 vprašanja in jaz sem navadila, da na koncu rečem, zdaj pa še vi mene vprašate, kaj bi želeli od mene izvedeti. In je rekel, imam pa res eno vprašanje, mlad zdravnik, in me je vprašal, kako naj se soočam s tem, da moji bolniki umrejo. Meni to res težko. Mlad onkolog. A veste, moj odgovor je bil, enostavno, to je del našega poklica, to je nekaj, kar nam je seveda težko in ni nekaj običajnega, da ti ob temu ni težko, in sem mu rekla, ko ti bo vseeno, da je tvoj bolnik umrl, potem se vpraši, ali si še na pravem delovnem mestu. Tako. In samo poišči poti, kako se boš znajdel v teh situacijah, ko ti bo pač težko, ker je tvoj bolnik umrl. In pa so se pogovarjali o teh metodah, kako nekako skozi življenje iti in nekako ravnovesje najdeti med temi našimi obremenitvami, hkrati tudi lepimi stvarmi v življenju, ki pa vsekakor so. In iz tega ven tudi en zaključek je bil, da tudi te bolniki, ki odhajajo, vsak nam da neke svoje izkušnje, kar se naučimo iz tega in že iz tega, ker je ta umirajoči nas nekaj naučil, to lahko nekomu drugemu damo. In to so stvari, ko vse nekaj pozitivnega, nekaj lepega. Ja, gotovo. To v bistvu, vi ste z njimi na najbolj občutljiv, najbolj svet del življenja, ta končni del, ko se pacienti na nek način morajo pomiriti s stvarmi, ki so jih v življenju naredili, in kdaj spodbudite k temu, da gredo čez kakšne zamere, da se s kom dobijo, s katerim niso dolgo govorili? Absolutno, to je ena izmed stvari, ki jih spodbudimo, ali da kaj napišejo, da kaj tudi ali narišejo, odvisno, kakšni karakteri so, kakšne imajo izkušnje življenja, ampak ravno to, da predelajo tiste stvari življenja, kar jim je pomembno, in da prepustijo tudi to, veste, ko včasih rečejo, sej nič več ni od mene, sej kaj pa imajo od mene moji. Imajo zelo veliko. In pa, ko se začne z njimi pogovarjati, a vidite, kaj vse lahko jih še naučite, kaj jim lahko predate. In od teh naših bolnikov se mi zdravniki vedno znova nekaj novega naučimo. In eno od teh pomembnih stvari je tudi to, da je življenje vrednota in da je zelo pomembno, kako živimo danes, kaj lahko iz našega dneva lepega vam potegnemo. In to je eno od teh
pozitivnih stvari tudi tega dela v paliativni oskrbi. Od teh bolnikov se mi veliko naučimo in potem je samo vprašanje, kako to v svoje življenje vnesti. Se res lahko bolniki oklepajo življenja, če ne razčistijo nekaterih stvari? Ali je to bolj nekaj, kar vidimo v filmih? Ja, kdo bi lahko rekel, da je to mit, ne? Ampak po drugi strani pa vidimo, ko včasih imamo take situacije, ko nam uspe, da pač pridejo neki svojci ali pa včasih tudi otroci do svojih staršev, ki umirajo, ki so jih čakali, da pridejo, ne. In pa naslednji dan res te bolniki umrejo. In imaš občutek, le mogoče je pa to bilo o tem, ko te govoriva, ne. Ja, seveda. In po eni strani je verjetno nekaj tudi v tem, da človek, ko ima občutek, da je naredil tisto, kar si je želel, ne, da se je poslovil od nekoga, da potem lažje, bom rekla, tudi se sprosti in tudi umre. Se mi zdi, da smo ljudje še vedno okorni, ko govorimo o smrti, minljivosti. Absolutno vemo, zakaj. Ker je zadaj bolečina, je izguba, pomeni, da se za nas življenje končuje. Kako bi po vaše lahko družba pristopila k tej temi, da bi vendarle bolj odprto o tem govorili, ker s tem bi tudi veliko več za paliativno oskrbo naredili, da ne bi bila prepredena s predsodki, da je to res samo konec? Mislim, da prav enostavne rešitve verjetno ni, ker smo se tudi kot družba v zadnjem obdobju precej spremenili. Ratali smo družba, ki se nam ves čas nekaj mudi, ves čas je pomembno, ko nekaj uspeš, narediš hitro, veliko vidimo vse skozi nekak denar. V teh stvareh, kot je pa življenje, pa to zadnje obdobje, pa te stvari niso toliko pomembne. Je pa si treba vzeti čas, si vzeti tisto, kar je vsebina življenja. In tako da predvsem v teh temah nasplošno o življenju, ne toliko o umiranju, ampak nasplošno o življenju, da pravimo o življenju, o vsebini življenja, po moje treba čim več govoriti in iskati ta prave vsebine življenja, ne samo denar pa pohlep pa te stvari, ampak kaj je tudi tisto, kar me dela zadovoljnega, mirnega in da vsak najde te stvari pri sebi. Ampak to včasih najdemo relativno kasneje, ko si mlad, pa se ti vse mudi, pa je samo pomembno, kako bomo kaj naredili hitro, pa hitro zaslužili. A veste, to v teh temah, kakor je življenje z boleznijo in umiranje, ni več pomembno toliko. Ja, ko smo mladi, smo neumrljivi, seveda, se nam nič ne more zgoditi, percepcija se potem kasneje pojavi. Ves čas opozarjate, da je treba v paliativno oskrbo vstopiti dovolj zgodaj. Kdaj pa je dovolj zgodaj? Dovolj zgodaj je takrat, ko v bistvu tudi bolnik sam nekako to sprejme, ampak bolnik sam bo o tem začel razmišljati samo, če bo tudi zdravstveni delavec o tem tako razmišljal in če bo njegova družina okrog njega na tak način razmišljala. Ker se nam dogaja zdaj v zadnjih letih, da včasih je prav družina tista, ki spodbudi ta pogovor in reče ali zdravniku ali pa tudi bolniku, da gremo v paliativno oskrbo, ne, zdaj, ko se več o teh stvareh govori. Ker recimo kaj takega pred 10 leti nismo doživljali, ne. Tako da dejansko je spet zelo individualno in prav čas je takrat, ko se zazna neka potreba po širši obravnavi nekega bolnika zaradi neke kompleksnosti, ki jo doživlja, ne. In marsikdo mislim, moj kolega, ki je drugače urgentni zdravnik, rad reče, pa Maja, pa saj to je to, kar delate vi v paliativni oskrbi, saj to ni nič tako posebenega, to je samo dobra medicina. In dejstvo je, da je to samo, da bolnika res gledaš celostno, ne? In ga obravnavaš čim bolj, kakor je možno iz več koncev in skrbiš za njegovo kvaliteto. In če paliativno oskrbo delaš dobro, kar lahko narediš, je boljša kvaliteta, pa mogoče še podaljšaš preživetje kvalitetno, ne. Tako da dejstvo je, da se vse te komponente, o čemer se mi danes pogovarjava, bi bilo fajn, da bi bilo cela medicina prepredena na tak način, s tako obravnavo.
seveda, če bi imeli dovolj vseh in kadra in vseh profilov, ki bi za to bili potrebni, ampak ta individualizem tudi v medicini, ki je rado zdaj samo, imamo ekstra eksperte, veste, v kardiologiji, v diabetologiji, v različnih strokah. Ja, ampak pa zgubljamo to širino in celostno obravnavo, ne. Tako da verjetno tudi v medicini bo treba malo bolj na širok zdaj gledati, ne, te situacije in ne se samo tako ozko specializirati, ampak tudi malo širše pogledati na nas kronične bolnike, še tako rečemo, ne. Tako je. Kar je podobno verjetno velja, ljudje smo si različni in neka diagnoza pokaže drugačen obraz in je tudi tu bi bilo modro celostno pogledati, ker ljudje smo res kompleksni, ne? In je zelo težko za ta odrejen čas, ki ga imamo pri zdravniku, da bi te lahko spoznal, da bi lahko vzvode potegnil, zakaj tako ravnamo, ne? Ampak ja, sigurno se je na področju paliativne oskrbe v zadnjih 10 letih marsikaj spremenilo. Ljudje jo tudi bolj dobrohotno sprejemajo. Če bi le še sistem omogočal, da bi vaš slajd o viziji se uresničil. Kaj je tisto, kar si želite, ko pacient, svojci prvič pride k vam? Ali pa kaj vas pomirja, ko je teh vaših obiskov enkrat konec? Kaj je tisto, kar si želite dati pacientu in kaj vas potem nekako, da si oddahnete, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči? Ja, jaz sem zelo zadovoljna, če bolnika sprejmemo našo obravnavo dovolj zgodaj, da ga spoznamo, veste, ker če je prekratek čas, mi vemo, da se mu bomo pomagali pri nekih telesnih simptomih, ampak ne vemo, kdo on je, kaj bi si on želel, ne, v teh zadnjih dnevih življenja. In zato mi je zelo, bom rekla, pri srcu, ko poznamo nekega bolnika več mesecev, ker potem tudi to zadnje obdobje res lahko izpeljemo tako, kot si je tudi on želel, ne. In če gre ta zadnji del tudi brez nekih težjih zapletov, ne, je to tisto, kar tudi nam je pri srcu, ne, ker si res želiš, da bolnik nima nekih hudih zapletov v zadnjem obdobju. In če je ob tem tudi družina, ki je že vključena skozi to, bom rekla, že zgodnjo paliativno oskrbo in tudi v tem zadnjem oddelu, pol je ta prehod tudi v to smrt in umiranje je lažji in bolj miren. In potem ponavadi so ti svojci tudi na koncu zadovoljni pač s tem celim procesom in jim je lažje. In tudi pol, veste, po smrti s temi družinami dejansko imaš nek tak dober kontakt tudi kasneje in pa te pokličeš po mesecih kasneje in ti poročajo, kako jim gre. Pol vidiš, da smo se nekako na ta prav način povezali z njimi in da so tudi oni lažje zaživeli naprej. Veste, ker jaz dostikrat rečem, pa me vsi tako malo čudno gledajo, da tudi v paliativni oskrbi imamo preventivo, ne, kakšna preventiva? Ja, seveda je, ker če je ta proces obravnave in na koncu tudi umiranja, ne, ta prav, je potem tudi za to družino, da lahko zaživi nekako tudi po tej izgubi naprej in je to pomembno za to družino. Pa ko vidiš, da to funkcionira naprej in da imajo nekaj od tega in da so ugradili tudi tega umrlega v svojo življenjsko pot naprej, je to za nas nekaj lepega, no. Najlepša hvala, vse dobro vam želim zasebno in pri vašem delu. Enako, hvala. Hvala tudi vam. Morda je prav to najpomembnejše sporočilo, da o paliativni skrbi ne govorimo prepozno, da jo razumemo, sprejmemo in vključimo takrat, ko lahko še največ naredi za kakovost življenja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.